Niti 4-milijonsko glavno mesto Santo Domingo, niti eksotičen policijski režim ga nista obvarovala pred roko pravice. Časar se je v Dominikansko republiko zatekel kmalu po pravnomočni obsodbi konec leta 2013 in je od takrat ni zapustil. Da bi zabrisal sledi, je iz Evrope najprej potoval v Rusijo in nato preko Paname na Karibe. Tam pa, kot v domovini, prepotentno naprej po načelu kdo mi kaj more. Prijava začasnega prebivališča, predstavljal se je s svojim imenom, družina tudi, uporabljal je hrvaške dokumente. Ima oseba tudi njihovo državljanstvo in sicer vse od leta 2012. Podobe ni spremenil, preko podjetja, ki ga je registriral v Dominikanski republiki, se je šel v biznis. Naša policija je do aprila lani zaslišala 150 ljudi in zbrala dovolj informacij, da je Interpol v Santo Domingu zaprosila: preverite, ali je Časar pri vas. Še bolj je bilo treba prositi, 10 mesecev ni bilo nobenega odziva. Steklo je šele, ko se je vključil glavni sekretariat Interpola v Lyonu. V začetku februarja letos pa so nas obvestili, da beležijo vstop iskanega v njihovo državo, in sicer že konec leta 2013, in da ga vodijo kot tujca z začasnim bivališčem v njihovi državi. Kako je potekala aretacija, ne vedo natančno. Poročilo dominikanskega Interpola vsebuje nekaj stavkov, ni pa se upiral, niti ni poskušal zbežati. Ko smo mi iskali pravne možnosti, kako osebo izročiti, so nam oni predlagali možnost deportacije na podlagi njihove zakonodaje. Dominikanske oblasti so ga izgnale v Francijo, kjer ga je tamkajšnja policija pridržala in v priporu čaka na izročitev. Zakaj prav Pariz? Zakaj ravno Pariz? Zato, ker so očitno imeli kolegi iz Dominikanske republike najbolj ugodne letalske povezave do Pariza. Časarjeva žena in otroka so še vedno na Karibih, policija nad njimi nima pristojnosti, je pa bilo v pomoč lansko obnašanje družine med pripravami na odhod. O prodaji osebnih vozil družinskih članov, o prodaji nepremičnin, ugotovitve o izdaji novih potnih listov za posamezne člane družine. Časar bi se moral na Dobu zglasiti 14. marca lani, a je očitno že mnogo prej skrbno načrtoval svoj pobeg. Dominikanska republika je raj za ubežnike in znana davčna oaza. Tamkajšnje oblasti bi slovenske prošnje lahko mirno preslišale ali pa Časarja ne bi izročile. Na to je verjetno računal, a se mu kocke na koncu niso zložile.